Ajda Bračič, super, da ste prišli v naš studio. Kako ste? Malo mi je vroče, ampak sem vesela, da je poletje. Najprej bi rada čestitala za nagrado Kresnik, vaš prvi roman, Kresničevje. Kakšni so to občutki? Vse, kar napišete, dobite nagrado. Ja, so občutki fantastični, seveda še zdaj ne moram verjeti, da se je to zgodilo. Recimo danes sta me v našem bloku, v naši stolpnici ustavila dva soseda, s katerima prej nisem še nikoli govorila, pa mi čestitala za nagrado. Tako da je res en tak neverjeten občutek, da zdaj ljudje ne samo, da vejo, kdo sem, ampak da bojo knjigo tudi prebrali, da jim je všeč in tako. Vsekakor je to ena ogromna pohvala in priznanje, po drugi strani pa seveda malo tudi obremenitev, ne. Zdaj me že skrbi, kaj bo z naslednjo knjigo, ampak mislim, da ja, moram najprej malo počakati, da se te stvari uležejo, da se mogoče ta Kresničevje zdaj malo odmakne, da bom lahko pol k naslednji stvari prestopila spet neobremenjeno. Ampak niso vse nagrade tako na tak način doživete, kot je bila ta Kresničevje, pa Kres, pa prvi dan poletja, ne. Vse se je tako prepletlo, pa neki venci, ne, in posebno vzdušje. To si boste zapomnili. Seveda, in tik pred koncem podelitve se je ulil dež, tako da smo imeli eno tako dramatično vremensko situacijo, dež je sicer potem ponehal, Kres je zagorel, ampak res je bilo čarobno in ja, je treba kar malo počakati, da se uleže, da se res potopi v človeka. Tudi vaš literarni prvenec, zbirka kratke zgodbe Leteči ljudje, to je iz leta 2022. Prejeli ste, zdaj moram kar našteti, nagrado Kritiško sito, nagrada Maruše Krese in bili ste nominirani za najboljši prvenec. Nekako so vas kar postavili že na pedestal. Mene je zelo presenetilo, da je ta prva knjiga že imela relativno dober uspeh, da so jo priznali tako kritiki, kot tudi bila je precej brana, kar mogoče za kratke zgodbe sploh ni tako običajno. In sem se tudi takrat spraševala, kako je to v bistvu mogoče, glede na to, da gre za prvenec, da gre za kratke zgodbe, ampak sem si potem to nekako razložila tako, da za tem vendarle stoji, ne vem, desetletja ali pa več dela v medijih, pisanja za medije, pa tudi literarnega udejstvovanja. Jaz sem sicer prej poezijo pisala, ampak mislim, da je bil potreben ta preskok v prozo, da sem potem tudi jaz začutila, da to zdaj, kar delam, je prav in je bilo očitno to tudi dobro sprejeto. No, ampak vmes, Ajda, je bilo pa tudi veliko branja. Ja, absolutno. Berem rada, čeprav manj kot kdo drug in manj kot bi si tudi sama želela. Kresničevje gre za rastlino, ne? Cvetlica, cveti zdaj sredi poletja. Ta cvetlica je bila zbrana tudi zato, ker so vam všeč, to sem prebrala, besede, ki se končujejo na je. Gorovje, grmovje, kresničevje označujejo množinskost, neko skupnost, ne? Tako je, ja. V bistvu ta roman precej govori o razmerju med posameznikom in skupnostjo, kako lahko nekdo ohrani svoj individualni jaz, pa hkrati prispeva v skupnost, a ta interakcija vedno potem pomeni neke vrste odrekanje za eno ali pa za drugo stran, kako se ne počutiti nezadosten, ko si soočen z neko skupnostjo in kako iskreno biti konstitutiven del te skupnosti. No, zato se mi je zdelo smiselno, da tudi naslov že sam po sebi izraža to kolektivnost, ki je zelo prisotna v romanu. Kaj je bilo tisto, kar vas je nagovarjalo? Kako ste začeli s tem romanom, oziroma sploh s pisanjem? Še preden pravzaprav je ta zbirka kratke proze izšla, sem začela razmišljati naprej o tem, kaj bi zdaj pisala oziroma kaj me vleče, in v tistem trenutku sem si dala nek oseben izziv, da bom vsak dan pisala. Mislim, da je bil januar 2022 in po izteku tega meseca, ko sem pač vsak dan pisala karkoli, brez omejitev, se je izkazalo, da me zelo privlači ta tema odhajanja v samoto po eni strani, po drugi strani dogajalni prostor gozda oziroma odnos med človekom in naravo. Jaz sem sicer arhitektka
po izobrazbi, pa tudi se zato mogoče dosti ukvarjam s tem razmerjem med grajenim in naravnim in tako. Zato je bila ta tema prisotna, no in potem so se pa začele kar nekako obešati na to osnovno temo, še razne druge podrobnosti, razni vtisi iz pač življenja, ki ga je vendarle bilo v času pisanja tega romana skoraj 4 leta. Ko sem pač veliko začela razmišljati o tej zgodbi, so se potem stvari kar same od sebe začele pojavljati. Ena izmed prvih je bila pa ta zgodba o puščavniku Valentinu, resnična zgodovinska oseba začetka 20. stoletja. On ima eno precej tragično življenjsko zgodbo, zaradi katere se je pa zelo mlad odločil živeti v enem gozdu na Koroškem, na ruševinah gradu Vodriž, in tam je postal puščavnik oziroma neke vrste pridigar. Tako da on je bil eden izmed prvih likov, ki so se v tem romanu pojavili in tudi ostali v njem. Ti gozdovi in te poti, ta pobočja, ta drevesa, neverjetno kako se lahko z vami hodi v tem romanu. Ja, to me veseli. To je tudi eden od odzivov, ki sem ga velikokrat dobila, ja, da se ljudje res prestavijo v gozd mentalno, ko berejo to knjigo, kar me zelo veseli. Mislim, da vsak, ki ima rad gozd, pa veliko zahaja v gozd, kakršenkoli gozd to že je. Vse v Sloveniji imamo kar precej različnih vrst. Kdor ima rad to okolje, potem z par besedami, ki pričarajo neko razpoloženje, zelo hitro lahko sam naslika preostanek te slike. Mislim, da rabimo samo par iztočnic, pa če smo že kdaj gozd doživeli, si bomo zlahka predstavljali, kako je to. Mislim, da zame pomeni odmik predvsem iz tega vsakdanjika, ki ga večinoma preživljam za računalnikom, sklonjena na tipkovnico na takšen ali pa drugačen način. Ja, mogoče neko idejo bolj pristnega, preprostega življenja, kar tudi skozi roman sem ugotovila, da je to do neke mere iluzija. Pa povratek mogoče v otroštvo, eno neobremenjeno odkrivanje svoje okolice, učenje, čudenje nad svetom in nad vsem, kar se dogaja v njem. In zdaj bi se rada približala temu, kar ste lani organizirali skupaj z Andražem Keršičem. To je seveda Kajžin prvi festival Razpoka, ki, kot sem lahko brala in videla fotografije, je bil izjemen, ne? Nekaj, kar je tudi gotovo tudi vas presenetilo. Ne? O Kajži smo že veliko govorili, lahko tudi še kaj dodamo, ampak kaj je ta zdaj Razpoka, čisto programsko me zanima. Ja, Razpoka je v bistvu en dogodek, ki zajema vse to, kar Kajžo že od začetka, se pravi od leta 2021, zanima. Gre za festival, ki arhitekturno prenovo oziroma razne druge oblike trajnostne gradnje, trajnostnega bivanja, trajnostnega urejanja prostora poskuša predstaviti kot eno celovito prakso, ki mogoče ni samo arhitekturna, ni samo konzervatorska, ni samo strašno strokovna v tem pogledu, ampak je ena življenjska praksa mogoče. Poskušamo na nek način predstaviti, da ljudje vedno vstopamo v dialog s svojo zgodovino in predvsem s osnovnimi ostanki te zgodovine, skozi obravnavo kulturne dediščine in prenovo, da posegamo vanjo in da to počnemo tudi skozi umetnost, skozi humanistiko, skozi znanost, skozi gospodarstvo, skratka, skozi vse različne panoge življenja na tem svetu. In nekako Razpoka se torej trudi, da bi različne ljudi, ki imajo stik s zgodovino, s kulturno dediščino, pripeljala v isti prostor in vzpostavila dialog med njimi, da bi to polje še nekoliko bolj odprli. Sva se odločila s kolegom Andražem Keršičem, da povabiva k sodelovanju še zunanjo sokuratorko. In to je letos postala Helena Koder, režiserka in scenaristka. Skupaj smo potem izbrali temo letošnjega festivala, ki pa bo Manjše zlo. Zdaj nas veseli, da bo torej konec septembra, začetek oktobra spet se odvil ta festival z 2 osrednjima dnevoma
v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje, potem pa še tudi z projekcijami filmov na začetku, z mednarodnimi gosti in verjetno tudi z gostovanji v drugih slovenskih mestih. Program je torej sestavljen, ne? Kaj je tisto, kar je lani izstopalo? Kaj bi izpostavili? Mislim, da je bila ena od glavnih stvari tudi to, da smo dali poudarek na kulinariko, da smo imeli oba večera, tudi skupno večerjo ob eni taki dolgi mizi v Muzeju za arhitekturo in da je to tisto, kar je ljudem na koncu celo izkušnjo naredilo zares vredno spominjanja, ker smo potem vsi tako gostje, predavatelji kot obiskovalci sedeli za to dolgo mizo in pač izmenjali izkušnje o celem dnevu. Taka na pol formalna, na pol spontana srečanja lahko prinesejo veliko lepega. Upam, Ajda Bračič, da se jeseni ponovno srečamo in seveda hvala za pogovor. Hvala lepa.